Uh, Poslušalke, poslušalci, gledalci, sopotniki, sopotnice, lepo pozdravljeni v še enem podcastu o Oskarizmi. Tokrat o vodništvu in vodnikih, oziroma en tak posrečen delovni naslov sem dobil na mail: Vzgoja vodnikov od ličinke do metulja. Z mano pa bosta dva strokovnjaka iz tega področja, in sicer gospod Damjan Sova, pozdravljeni. Dober dan. Z agencije Ars Longa, sicer tudi predavatelj pri usposabljanjih vodniških in pa dolgoletni vodnik, in pa v imenu agencije Oskar, ki je agencija gostiteljica, sam Oskar, ki je pa tudi znan po svoji vodniški karieri in pa predvsem po tem, da agencija Oskar vzgaja tudi svoje in ne samo svoje vodnike skozi svojo vodniško šolo. Lepo pozdravljena še enkrat oba. Živijo. Zdaj, razmišljal sem o tem, in sem pravzaprav me je ta misel obšla, da je vodnik ena taka zelo zanimiva vloga. Da je to pravzaprav en obraz neke storitve, ki jo kdaj pa kdaj v življenju kupimo, najamemo, ki ima eno tako precej nenavadno vlogo, in to sicer, da enemu človeku se predamo v smislu zaupanja, predajanja avtoritete, da nas popelje skozi neko izkušnjo, in da je to pravzaprav en zelo večplasten poklic oziroma večplastno poslanstvo. Pa bi mogoče čisto za začetek, pa za tiste, ki niso totalno posvečeni v to zgodbo, pa jih tako nekje treba začeti, in sem razmišljal o tem, kaj bi bila v vašem mnenju lahko pa definicija vodnika. Kako sploh definirati to? Vodnik je, kot ste že rekli sami, zelo pomembna oseba. Je nek vmesni člen med agentom, organizatorjem potovanja in potnikom na drugi strani. In ko vodnik prevzame skupino in odpotuje, ima v rokah veliko pooblastil in zaupanja strani agencije. Kajti agencija se na eni strani lahko trudi za kvaliteto svojih storitev na terenu, na potovanju, na drugi strani pa je vodnik, ki vzame v roke mikrofon in tedaj se zgodba začne odvijati. In od tistih nekaj prvih besed na začetku je odvisno, ali mu bodo zaupali tudi potniki, ne samo agencija, ali ne. To so ključni momenti. V tistem hipu, ko vodnik začne z vodenjem skupine, se v tistih trenutkih, ko prime v roke mikrofon, v tistem glasu, ki ga da iz sebe, skoncentrira v nekaj sekundah, v nekaj trenutkih vse delo agencije, če tako pogledamo. Tako da gre za v resnici zelo pomembno vlogo, ki jo ima, in za zelo ključne trenutke, ki jo ima. O tej večplastnosti bomo gotovo še v nadaljevanju. Seveda. Ampak na eni strani je to odnos z agentom, seveda, profesionalni odnos. Tak isti odnos mora biti tudi do potnika. Biti mora odnos do destinacije, ki jo obišče vodnik skupaj s potniki in jih tja popelje. Odnos do vsebine. Seveda je izjemno pomembna človeška plat, čustvena inteligenca, empatija, razumevanje, iskanje tistih skritih dinamik znotraj skupine in posameznika, ki v končni fazi sooblikujejo potovanje. In prav na teh detajlih potovanje stoji ali pade. Seveda mora na eni strani biti organizacija solidna in kakovostna, letala, hoteli, prevozi in tako dalje. Ampak ljudje jasno čutijo, ali potovanje teče kot namazano, da se zdi, kot da je vse skupaj zelo enostavno, ali pa je to potovanje očitno zelo zahtevno, ker ima vodnik tako veliko dela na terenu. Jaz bi vodniško delo, če zaključim ta uvod, primerjal recimo z nastopom na odru kakšnega glasbenika. Vemo, da ko gledamo pred sabo kakšnega vrhunskega inštrumentalista, recimo pianista ali pa violinista, se nam zdi vse skupaj zelo lahkotno. Lahko. Vemo pa, da je za tem najmanj eno življenje dela. Dobri glasbeniki začnejo že pri 4 letih in potem delajo celo življenje. Kdor pa se matra na inštrumentu, ta pa ne daje ravno tega občutka. Se pravi,
Ko je nekaj izvedeno virtuozno in lahkotno, tedaj vemo, da je dobro. Da pa je v ozadju seveda cel kompleks vseh odnosov in drobnih nalog. Super definicija. Oskar, kaj bi bila pa definicija vodnika in vodništva po tvojem? Super, Damjan je zelo lepo povedal, jaz bi samo mogoče dodal moj vidik, da je pravzaprav vodnik je ključna figura potovanja. In naša osnovna skarizem je, kakršen vodnik, takšna skupina in takšno potovanje. Ker vse ostalo je določeno. Zalitosti so tam, potovalni načrt je tam, namestitve so določene in tako dalje. In on je tisti, ki pa lahko naredi iz enega potovanja neko limonado, lahko naredi neko, klasično zgodbo, lahko naredi vrhunski potovalni film ali pa karkoli. Se pravi, in ta vodnik je pravzaprav ključni človek sopotniku, kar mu pravzaprav omogoča varnost, to je prva stvar. Druga stvar, edini je, ki ve celo zgodbo naprej in je potnik povsem od njega odvisen, to je res izjemno. Tretjič, potnik delegira vodniku praktično vse njegove kompetence v domačem življenju. Od tega, kdaj bo šel lulat, kdaj bo šel na tole, kaj bo jedel, kdaj bo jedel, kje bo jedel in tako dalje. In je pravzaprav sopotnik odvisen od vodnika. In ta delegiranost sopotnika vodniku daje eno strahotno odgovornost. Po drugi strani pa tudi priložnost za tudi njegovo lastno samouresničenje. Ker namreč vodnik, ki žari, ima žarečo skupino, vodnik, ki je navdušen, ima navdušeno skupino in tako naprej. Skratka, to so izjemno subtilni odnosi, predvsem na potovanju, ko gremo v neke druge dežele, recimo, kjer potnik sploh ne more sam sprva delovati, druga pisava, drugi jezik, vse to, recimo, kakšen Iran, kakšen Afganistan, kakšen Pakistan, Kitajska, ko pravzaprav pride sopotnik iz slovenskega okolja tja, so vse pisave so drugačne, one drugačne, načini drugačni, tako naprej. In če ni vodnik, najprej človek, govorimo o osebnostnem vidiku, je pa seveda profesionalec, tukaj govorimo o profesionalnem vidiku. Potem se lahko začnejo zgodbe razvijati drugače. Tako da jaz bi s tem na začetku samo osvetlil, kako jaz vidim vodnika kot ključno figuro. Ja, seveda, zraven je predstavnik agencije in vse ostale formalne zgodbe, ki pač jih ima za hrbtom, ko se postavi pred potnika. Se k temu, kako in po kakšnem ključu se agencije odločate za vodnike, še pridemo, mogoče še prej bi o tem, recimo, kaj so pa ključni atributi nekoga, ki želi postati vodnik ali pa vodnica. Ker to je spet en poklic, eno poslanstvo, do katerega imamo z neke distance, amaterske, imamo en tak romantičen pogled na, verjetno vse prej kot to. Gotovo mora ta oseba biti stabilna, bi rekel. Kaj to pomeni? To pomeni, da je sposoben v kratkem času sprocesirati veliko informacij in vlog, ki jih ima, ker na eni strani, ko je pred skupino, mora izžarevati veselje do dela, do vsebine, do obiskane dežele. To je nujno. Tukaj se gotovo vsi strinjamo. Na drugi strani pa v ozadju potekajo procesi vezani na izpeljavo, organizacijo potovanja. In ko vse teče kot po maslu, že tedaj ima vodnik procese stalno, jih mora imeti pod kontrolo. Je pa na potovanju po raznih koncih sveta pač tako, da imamo vedno lahko neke dodatne izzive. Ne bom rekel težave, tudi te lahko pridejo, ampak so to izzivi, kako nekaj izpeljati, kako zapeljati, kako predstaviti, kako tehnično urediti. In tukaj mora vodnik znati ohraniti neko mirnost, in to je stabilnost, ki jo imamo v mislih. Se pravi, miren, racionalen pristop do reševanja vsakega dne posebej, kako se ga bo lotil, kako ga bo izpeljal. On je tisti, kot je Oskar rekel, ki pozna potovalni načrt, ima plan, tega se mora držati, včasih je treba kaj prilagoditi. In tukaj ni prostora za neko paniko, strah, živčno ravnanje, ampak gre za eno mirnost. To je gotovo. Potem do potnikov vedno prijazen, korekten, pošten, profesionalen seveda, predvsem pa pošten po človeški plati, ker ima v rokah eno veliko avtoriteto, odgovornost, ima avtoriteto. Jaz sam sem večkrat recimo opazil, da je bistvena razlika, a gre za, bom dal en tak enostaven primer, enodnevni izlet, ker ljudje zvečer pridejo domov v lastno posteljo,
ali je to večdnevno potovanje, kjer jih ti nekam odpelješ. Tedaj so dejansko v vodnikovih rokah. In vodnik mora to avtoriteto, ki mora biti pozitivno naravnana, skrbno upravljati v korist potnika. Čisto po človeški plati, pa tudi po profesionalni. Se pravi, ta neka stabilnost, mirnost, sposobnost reševanja, dogovarjanja, empatija, to je med drugim zelo pomembno, ne, na poti. Kljub vsemu pa agencije različnega tipa. Vsaka agencija se, bom rekel, na trgu ali pa znotraj celostne ponudbe ponuja v neki nišni vlogi. Recimo, vi se ukvarjate z bolj kulturno-zgodovinskim aspektom, agencija Oskar ima te svoje potovalne nivoje in se ukvarja predvsem z doživetjem in doživljanjem, čeprav razumem. V bistvu nadgradnjo z doživetjem. Nadgradnjo doživetja. Ampak odtod bi sklepal, da rabite tudi, bom rekel, eni in drugi specifične kadre. Tako da verjetno še kakšna lastnost, ki pa te vodnike potencialne izdiferencira. Ja, moj kriterij, ko izbiram, ko gledam, je pravzaprav prva stvar navdušenje in pa občutek, da vidim nekoga, ki želi to delati. To je prva stvar. In tukaj jaz to imenujem skozi poslanstvo. To je, ki želi dajati. Vodnik mora biti tak, po mojem, želi biti tak, tako kot je poslanstvo lahko učitelj, ki mu ni za to, da bo sam naučil po učnem načrtu, ampak da bojo otroci poleg vsega, v tem primeru naši potniki, da jim daje. In tukaj, ko on daje, potem se čuti to kot svoje poslanstvo, čuti to kot svoje samouresničenje. In ko on ve, da je na pravem kraju, v pravem mestu, on si je. To je prva stvar. Torej, nekdo, ki si želi. Zame je vse, kdo je, kaj je, vse ostalo. Potem pa iz tega izhaja njegov žar. In pa tretja stvar, da je pripravljen narediti vse, kar je potrebno, da bo potem dobil vse ostale vrline. To pa je miselna osredotočenost, se pravi, to so osebnostne vrline. Potem, kot je Damjan lepo rekel, čustvena stabilnost. Jaz pričakujem od vodnikov, da so dobre fizične kondicije. In potem vanje nalagamo tiste vsebine, se pravi, in jim tudi dajemo treninge, zato naši treningi trajajo približno 6 mesecev, da potem dobimo vodnika, kot si ga želimo, ki je predvsem navdahnjen, se pravi, ima žar, je mentalno osredotočen in seveda odlično pripravljen na vsebine in na retorika, tudi ena temeljnih zadev, to se mi zdi zelo pomemben, kako podajamo znanje in kako strukturirano, čustveno stabilen in pa seveda fizično močan. Kako bi lahko definirali, recimo preden gremo čisto v prakso, k bolj enostavnim ali pa neenostavnim zadevam, recimo poslanstvo vodnika. Kaj je poslanstvo vodnika? Ali je to stvar, ki, bom rekel, individualno varira, ali lahko poslanstvo poenotimo? Ne vem, če ga lahko poenotimo, lahko pa verjetno postavimo neke smernice, ki pokažejo, kaj je naš cilj pri potovanju. Vsaka agencija, z Oskarjem smo, lahko rečemo, dobri kolegi, imamo pa povsem različne lahko poslanstva. Ne nujno pri vsakem potovanju, ampak vsak od nas, Oskar na eni, Armstrong na drugi strani, je našel neko nišo. Pri nas recimo je to glavna ideja, s katere je agencija zrasla, so kulturno-zgodovinska potovanja, s početka po Evropi, potem tudi onkraj. Danes smo tudi mi praktično na vseh kontinentih prisotni. In tukaj pri tem je ena pomembna sestavina, če rečemo dobrega vodnika, tudi njegov odnos do vsebin. Tukaj smo precej, bi rekel, smo veseli, če ima vodnik poleg vseh kvalitet tudi poseben odnos, lahko seveda smo veseli dobre izobrazbene podstati, humanističnega tipa, ampak odnos do vsebine je pomemben. Kaj je poslanstvo vodnika pri kulturno-zgodovinskem potovanju? To, da je posrednik med videnim originalom nekje, kjer pač potujemo, in potnikom na drugi strani. Original, pravijo, lahko govori sam zase, pa ne bo to mesto, ne bo umetniško delo, ne bo to podeželje, ni tako pomembno. A vendarle vemo, da govori in spregovori šele tedaj, ko se te vsebine srečajo z našim nekim predznanjem, izkušnjami življenjskimi, z neko mrežo asociacij. In tu vmes, med originalom in obiskovalcem, potnikom, je vodnik, ki te vsebine podaja, interpretira in jih skupaj sestavlja v neko
smiselno celoto. Ne. To je vidik, ki je pri nas recimo. To je zelo zanimiv zelo vidik. pomemben. Ne. Bi lahko, Oskar, rekel, zdaj, če shajava iz te misli, ne, da je vodnik tudi neke vrste interpret videnega ali interpret, Absolutno. ki dejansko, s katero vstopamo na nek način, na nek pravzaprav avtorski način prevaja proti končnemu uporabniku. Ne? Ja, tukaj treba biti zelo pazljiv, kar se interpreta tiče, zato ker je lahko zelo pristranski, odvisno od njegovega ega. Če njegovega ega ni, potem prenaša resnico naprej. Ja. Če pa gre skozi njegov ego, potem je to definitivno neproduktivno, ker potem ljudje pridejo do njega in doživijo lahko njega, ne pa tisto, po kar so prišli. Tako da to je zelo zgodba. Jaz tega ne podpiram pri naših vodnikih v obliki interpretacije. Lahko pa v omogočanju doživeti, se pravi podpore, da se postaviš ti, tako kot je rekel Damjan, če imamo neko objekt doživetja, se pravi potem pa vplivano in spodbujamo njega in njegovo doživetje. In lahko razlagamo, podpiramo, zelo pomembno je, da je to neutralno, zelo pomembno je, da je to tako v bistvu upoštevajoč to, da se ne postaviš vmes med potnika, med sopotnika in med gostujočo deželo. Mi pa glede poslanstva, ko sem kaj prej omenil. Ja. Jaz rekel, da poslanstvo izhaja iz smisla. Torej, če ti vidiš, kakšen je smisel potovanj, iz tega speleš poslanstvo. In jaz vidim smisel potovanj v bistvu petplastno. In zato naši vodniki delujejo na petplastni način, če tako lahko rečem. V uresničevanju smisla njihovega poslanstva, ki pa je povezan z, se pravi, jaz temu pravim, maksimizacijo potovalnega bogatstva sopotnika. In v bistvu to je naše delovanje. Znotraj tega obstajajo naslednje plasti, če na kratko opišem. Najprej fizično ugodje in udobje, ki ga pričakuje potnik glede na program potovanja in tako dalje, to je fizična raven. Potem je čustvena občutek vključenosti in varnosti in pa vzpodbujanja teh, rečemo temu, pozitivnih čustvenih stanj, čudenja, navdušenja in vseh teh zgodb. Ampak ne toliko v tem, ker potnika mi jemljemo, da je tako, kot je in tako, kot je pravi. Lahko pa vplivamo kot vodniki na to. Potem normalno to, kar je povedal Damjan, čisto normalno poglobljeno znanje o deželi, v bistvu ne samo iz knjig, ampak iz lastne izkušnje in pa predvsem poudarek na to, kako to potniku predstaviti na objektiven in neposreden način. Temu dajemo izjemno velik poudarek. Potem pa imamo še dve plasti, ki jih običajno ne srečamo. To je četrti nivo, torej dušni, kako človeka na neposredni ravni spraviti v izziv. To je pa tisto, zaradi katerega pa njegova duša potuje. Se pravi, imamo značilno gostujoče drugačnosti Egipta, Irana, Pakistana, Indonezije in tako dalje. Na eni strani imamo slovenskega sopotnika. In to so dve različnosti. In tukaj je eden naš glavnih predmetov na naši vodniški šoli, je spletanje drugačnosti. In tega jaz nisem videl nikjer na svetu, iskal, sem začel sam zgodbo delati, namreč sopotnik se sooča s to drugačnostjo in v njemu se ful dogaja. In zdaj, če jaz poznam, kaj se v njemu dogaja, in če jaz poznam spletno drugačnost, bom jaz prav to na neposreden način spletel njega z gostujočo deželo. To bo sprva povzročilo izziv pri sopotniku, ker vsakeč, ko se srečamo z drugačnostjo, tako kot dva oreha, ki trkata. Če pa je vodnik tisti, ki zna splesti drugačno in jo nadgraditi z neko novo celoto in razumevanje, tukaj mogoče malo to metafizična sfera. Ampak dejansko obstaja nabor tehnik in veščin oziroma znanj, s katerim se da recimo ta postopek spletanja vezi s to drugačnostjo ali postopanja optimizirati ali pa poenotiti. Ja, zagotovo, to smo mi razvili v naši vodniški šoli 25 let. To je zdaj pravzaprav stalna praksa z rezultati, ki so na vsakega sopotnika, torej dodajajo kot nadgradnjo vsemu temu, kar sem prej rekel. In pa, praktično to vedno počnemo. To je ta. Ampak to je že nadgradnja, ne? Kaj? To je že nadgradnja. To je nadgradnja, ja, seveda, to je ta nadgradnja, ker mi smo začeli namreč točno v kontra, mi smo začeli pa iz sveta, iz avanturizma, iz vseh ostalih in to je ključno. In to je bil temelj. Brez tega temelja ni oskarjevskega vodenja. Ne? Razumem, to je ključen izziv za vodnike, ki pravzaprav vodijo programe Oskarjevega tipa. Potovanja, ne programe, mi ni všeč beseda program. Potovanja našega tipa, teh trojk, praktično vseh, ker tukaj vzpostavlja potem prvič mora vodnik vzpostaviti empatičen odnos, drugič mora imeti vsa orodja in razumevanja, tretjič mora biti objektiven, se pravi steber med dvema različnostima, četrtič mora znati sopotnika z gostujočo deželo preplesti neposredno, ne pa preko sebe, ja.
In petič mora razumeti potnikovo dogajanje in doživetje, se pravi, kako bo do njega prišel. In šestič je pa, ko smo pri doživetju, ko smo v sprejemanju izziva, se pravi, to je sfera duše, lahko mirno rečem, tako jaz poimenujem, kako potem uravnavati eventualno čustvena stanja, ki se v sopotniku dogajajo v tem spletnem drugačnostjo. Ampak to so vse nadgradnje. Bi lahko mogoče začeli, preden mi zdaj gremo v to nišno, recimo kako moram znanje dograditi, če želim delati pri Oskarju ali pa pri Ars Longi, ne? Mogoče začeli čisto na začetku, za tiste, ki nas poslušajo, pa bi mogoče radi postali vodniki ali pa vodnice. Ne? Kako se lotiti sploh zasledovanja takega cilja? Ne? Zdaj, jaz rabim neko licenco, ne? Licenco mi zda kdo, kako pridem do te licence. Kakšna izobraževanja so v tem trenutku na voljo v našem skupnem prostoru in tako naprej? Jaz bi se kar navezal na tisti začetni uvod Oskarjev. Najprej veselje do tega dela. Veselje do vsebin. Tukaj bomo mogoče rekla z Oskarjem, pa bo rekel Oskar do tega tipa vsebin, generaliziram, poenostavljam. Jaz bom rekel tega tipa vsebin. In to sta prvi dve zadevi, se pravi veselje do tega tipa dela, kajti vodnik je izpostavljen pred ljudmi, je z ljudmi, čuti in misli z njimi, veselje do vsebin in zelo pomembno veselje do podajanja teh vsebin, do artikulacije vseh vedenj, znanj, ki jih človek v sebi ima. Danes je pot do vodnika ali pa do dobrega vodnika verjetno zelo podobna kot nekoč, nič ni čez noč. Je pa res, da treba nekaj formalnosti izpolniti, tukaj licenca tega, kot ste omenili, državnega tipa, Gospodarska zbornica to podeljuje, organizirani so tudi tečaji, sam sem v preteklosti bolj intenzivno, zdaj pa res samo občasno pomagam pri predavanjih umetnostno-zgodovinskih vsebin, sicer imajo to bolj kolegi čez, kjer se lahko kandidati v kratkem tednu pravzaprav ne naučijo, pač pa samo srečajo z vsebinami, s katerimi se bodo potem morali srečevati v svojem delu. Torej, samo izobraževanje ni obvezno, za pridobitev licence je obvezen izpit, sestavljen iz ustnega in pa praktičnega dela. Praktičen del je zanimiv zato, ker kandidat tukaj marsikdaj prvič v življenju prime v roke mikrofon in nekako v živo stestira, proba, kako to v resnici izgleda. To je za marsikoga nek lakmusov papir, kako se počuti. Ta detajl mogoče spodbudi za kaj več, ali ne. Torej na koncu tega 40-urnega izobraževanja oziroma enotedenskega, če se ne motim, sledi nek simuliran izlet, kjer ti... To je simulacija, se gre po eni trasi, tule po Gorenjskem, kjer vsak kandidat dobi svojo priložnost, svojih 20 minut, ker mora jasno strukturirati tisto, kar bi želel povedati, podati, jasno artikulirati. Tukaj se zelo hitro vidi, ali je kandidat, kot bi se reklo, prava duša, ne? Ker v resnici človek, ne rabiš človeka poslušati dolgo časa. Že prvih nekaj stavkov že se hitro pokaže, ima sliko v glavi, jo zna speljati. Govorim z tega vsebinskega vidika, kajti tehničnega tukaj kandidati tako nimajo. Njihova naloga, vloga je vsebinsko artikulirati odsek, ki ga imajo izbranega. No, potem, po tem zaključku tega neformalnega izobraževalnega tedna, se pa potem prijavi na izpit, kjer je spet nekako dvodeln, najprej ustni, potem pa še praktični del, kjer naključno žrebe en odsek in tam pač komisija oceni potem. Predvsem skozi te vsebinske, delno tudi tehnične komponente, kaj več se v tistem kratkem času niti ne da, ampak kot rečeno, tisti, ki so zares talentirani in pri katerih vidiš, da je želja, tisti se kot zelo dobri kandidati tako tudi pokažejo in izpit brez težav opravijo. Potem seveda kandidati, zdaj že licencirani vodniki, so jasno tega zelo veseli, to je nek način vstopnica. Tako jaz pravim, to je šele vstopnica v pripravljalnico za vodnika. Predstavljam, da po upravljenem takem izobraževanju pravzaprav v praksi ne veš kaj dosti. Mogoče preden nadaljujemo s tem,
Kako pa potem s to licenco ali pa po kakšnem ključu, ali pa se mogoče vprašamo, sploh je vodništvo pri nas deficitaren poklic ali pa mogoče to, no, še prej nadaljujemo, ker rad bi Oskarja vprašal, zakaj se je odločil za svojo šolo. Pa me samo zanima, mogoče bi bilo zanimivo kot predzgodba, je vodništvo oziroma vodniki pa vodnice, jih je dovolj pri nas, so dobri, ali je to poklic, kateremu bi bilo vredno nagovoriti še koga? Ja. Mi smo stalno v iskanju novih in dobrih, stalno. Nikoli dobrih ni nikoli preveč. Za vsakega se lahko najde delo. Seveda je, če se misel dokončam, je zdaj, ko je turizem res v velikem porastu po epidemiji COVID-a, na nek način potreba po vodnikih še večja. In odgovornost nas, organizatorjev, tudi še večja, da prepoznamo dobre in da jih nagovorimo in da jih lahko seveda zaposlimo in damo delo. To z velikim veseljem. Če je deficitaren poklic, iz prej povedanega, kaj bi rekel, kandidatov je veliko, ne? Ja. Ampak pravih bi pa človek bil vedno vesel, ne? Še več kot jih je. Kaj pa definicija pravega vodnika? A se da to kvantizirati? A je to nekdo, ki vodi 200 plus dni na leto? Ne. Če bi hotel reči samo z eno besedo, tisti, ki izpelje potovanje ob velikem zadovoljstvu potnikov, partnerjev, vseh. To bi bila minimalna definicija. Da res vse lepo steče. Vsebinsko, tehnično, emocionalno in tako dalje. To je gotovo dober vodnik. Ok, in pa imamo tukaj Oskarja, ki je tak impulziven umetnik in je nekega dne rekel, naredil bom svojo vodniško šolo. Oskar, jaz sem imel v bistvu... Odkot je prišel ta klic? Preprosto iz potrebe. Jaz sem sam iz prakse veliko vodil na svoj način. Ker nisem bil v vodniški šoli, kakršnikoli drugi, sem pač razvil nekaj svojega, popeljal potnike, iz mojih potovanj ustvaril, lahko rečemo, v znanstveni laboratorij in sem raziskoval, kaj potnikom, kaj jih zanima, kje se navdušeni, kje je to, kje je ono in tako dalje. In kako naj se jaz na to odzivam. In potem, ko je agencija rasla, sem jaz rabil ljudi, ki so vodili na ta način. Se pravi, ki vodijo na nadgrajen način, poleg vsega tega klasičnega turističnega, kot jaz temu rečem, da vodijo človeka po gostujoči, da jaz temu pravim človeku prijazen, z neformalno avtoriteto in pa z lastnim vzorom. To je bil moj cilj. Ja, seveda potem tega nisem dobil na trgu, tega nihče izobraževanja, in sem se lotil potem sam. In potem sem začel to znanje, izkušnje strukturirati, kot sem vedel in znal, in tako je potem skozi teh 25 let prišel do, lahko rečem, vrhunske šole za življenje, vodniške šole, ki pa je hkrati tudi šola za življenje. Zakaj? Jaz gledam malo drugače in se točno na drug način v bistvu lotevam vodnika in vodniške zgodbe. Namreč, jaz vzamem vsakega, ki si želi. Sploh ni bistveno. Kdorkoli se prijavi in kaj je še bolj pomembno, jaz to delam brezplačno. Se pravi, jaz to delam, to je moje poslanstvo. Poslanstvo mene in moje agencije. In tukaj prihajam kdorkoli, veliko sopotnikov se prijavlja, zgolj zato, ker so slišali in zato, ker koristijo tudi osebni razvoj. Torej, jim ni treba podpisati kakšne klauzule, da s tem znanjem ne bodo nastopali pri konkurenci. Osnovnega prvega dela, tukaj gre dvakrat za po 5 dni, se pravi hrana, pijača in vse, kar je noter, in to vse, kar plačajo. Vse ostalo, znanje in tako je zastojno. To je del mojega poslanstva in to jaz dajem. To je tisto, kar meni, moj drive, kar me drži. Mogoče podobno kot agencija Oskar. Potem pa imamo najprej prvi sklop, ki ni povezan še niti z vodenjem, ampak je o osebnosti. Torej, jaz najprej pričakujem od vodnika, da je osebnostno obrušen in dozrel. In tukaj gre za, se pravi, kdorkoli pride in vsak je pravi, po drugi strani pa vemo, kakšna je vizija vodnika. To zdefiniramo in prejemo pot vsakega, kakršen je, in ga počasi peljemo proti viziji vodnika. To je zelo močna osebna in pa lahko rečem tudi nadgrajena, se pravi osebnostna in nadgrajena izkušnja, lahko rečemo temu duhovno, kakorkoli. Mi imamo 5 plasti, poleg duše imamo še duha in imamo to celoten koncept, ki je učni in deluje vsakega skozi noter. Meni je ful fajn, ker so prišli matematiki in vsi ostali, in čeprav se zdi komu to ezoterika, za nas je to pač popolnoma jasno, gotovo dejstvo, tako kot fizika, čustvo in mental. In to je prvi del. Zraven zelo treniramo na command form oblikovanje in vodenje skupine. To je ključnega pomena. Se pravi, te dve karakteristike,
ker tukaj želi vodnik najprej biti osebnosti, ker mi vodimo, vodnik je vzor, se pravi na potovanju, je prvi, ki skoči v potok in tako dalje, ne? In je vzor, je prvi, ki je tam, je tisti, ki vodi z lastnim vzorom. To je najvišji ideal, torej vodenje 5. stopnja. No in potem seveda in poveljevanje, mi temu pravimo command forum, oblikovanje skupine, gibanje skupine in vse ostalo. To mora biti zato, ker da človeku varnost. Če tega človek ne obvlada, vodnik ne obvlada, potem je to vse skupen kaos in ni varnosti. Če pa nima človek občutka varnosti, potem pa se ne more odpreti gostujoči drugačnosti. To je prvi del. In drugi del je pol je pa strukturiranje znanja. Izjemno pomembna stvar. In tukaj v bistvu mi ne delamo na akademski ravni, točno nasprotno, delamo na človeški ravni. Ker potuje človek in iščemo skupni imenovalec, na kakšen način bomo mi prišli do njega, da bo to najglobje in najlažje prišlo vam. In tukaj smo ugotovili, da je pomembna zgodba in pa predvsem delamo na principu pravljice. Zakaj? Ker pravljica je arhetip, ki je vsakem med nami. Jo radi poslušamo. Torej, manj podatkov, več zgodbe, ja, ki je jasno strukturirana, tako da je vsakemu razumljiva. Tako da tak recimo splošen, da primer povem, recimo na eno predavanje, recimo krajše ali pa na eno odsek predavanja, ne bi smelo biti več kot 3 do 5 podatkov, številk, imen, ker človek tega ne more sprocesirati. Ne? In zato počiramo temu človeku prijazna predavanja. In to je velik poudarek, to je skozi vseh 10 dni gre piljenje in predavanje. Potem strukturiramo predavanje, to je zelo pomembno, se pravi gre v obliki pravljice, ga pa v bistvu kaj podlagamo z dinamiko tega predavanja. Ker to je ključni pomen. Ker če zdaj vam razlagam nekaj 15 minut, po 5 minut boste izklopili. Če pa jaz naredim en vsebinski sklop, in to delamo po principu ljudske pesmi, torej 4 vrstice vsebine in takrat potnik wow. Potem postane utrujen, refren. Zgodbico nekaj sproščujočega. Spet drugi kamen, refren. Tretji kamen, refren. V to vlagamo lahko zelo dobra retorična vprašanja na koncu vsakega sklopa in tako oblikujemo, in to je naše predavanje, oskarjevsko predavanje, mu rečem, kot idealno, kjer v bistvu nagovarjamo vse nivoje, vseh 5 nivojev duše, od duha preko duše, preko mentala, se pravi preko, te pravljice niso izmišljene, ampak so resnične, podatki, ampak tako oblikovane, preko čustev in tudi preko fizike. In si želimo, da je sopotniku moje predavanje izkušnja, konkretna izkušnja. In jaz si ne želim, da je on pasivni opazovalec in poslušalec, ampak da je aktivni soudeleženec v celotni zgodbi. In da je aktivno, da posluša in seveda, ker on sedi na avtobusu ali nekje in stoji v fiziki, ni pa nujno, da on postane pasivec, poslušalec, v katerega butamo neke vsebine, ampak da je v bistvu, da se v njem zgane, predvsem v tej dušni plasti in da on začne ali razmišljati, ali to, ali primerjati. In pa predvsem na koncu je zelo pomemben, da mu v vsakem predavanju povem, zakaj je to, pa tudi če gre za zgodovino Bizantincev v 3. stoletju v nekaj Anatoliji, koristno in uporabno zate v tvojem vsakdanjem življenju. Sicer človek ne bo poslušal, zakaj bo poslušal neke Bizantince, ki jih brez njih je prebil in bo lahko pol in nikoli, zgolj neka masa podatkov, ki velikokrat zgine že preden sploh, že naslednjega dne ali pa na koncu. Torej, jaz se grem za to, da so te zadeve razumljive, da so človeške, da jih ljudje radi poslušajo, moji sopotniki, da dobim njihovo pozornost, ker preko njih se prenaša energija in tako dalje, da jim omogočam skozi pravljico in ljudsko pesem to, da jim za retorični vprašanji spodbujam k razmišljanju, da to jih aktivira, se pravi, da postanejo sodelavci v mojem predavanju in da na koncu odnesejo iz vsakega predavanja, torej, lahko rečemo, zanimivo, uporabno in koristno neko da imajo to možnost. Ne, tukaj vzame, to je njegova zgodba. Ampak ja, da imajo to možnost. Na ta način so formirani vsi Oskarjevi vodniki. Delujemo v tej smeri. Se pravi, to je izobraževalni tečaj, to se formira, to je res. Potem je pa izpeljava in uresničitev. To so izjemni kriteriji. Tole vam povem, ni lahko, če vam sam to razlagam. Ampak to je sam še, ne bi šlo še do konca. To so potem strukturirane predavanje, potem cela struktura predavanja, potem so potovalni načrti in vse ostalo. In pa operative. Potem je pa tukaj že konkretno vodenje, se pravi, že v teh prvih 10 dneh. To je ta domači sklop. Gremo, zelo pomembne so vaje kričanja, zato ker prebijajo 5. čakro, potem iz tega izhaja, ker če imaš ti močen glas, potem lahko vse koordiniraš. Ker zelo pomembno je, da potnik ima občutek prisotnosti, da ve, kje je vodnik. In če vodnik govori glasneje, je to kot svetilnik,
ki ga ladje vidijo in vidijo, svetilnike, vse v redu. Ne? In tako dalje. Skratka, gremo v detajle, kar se tega tiče, to smo razvili, to je pač neko moje znanje, moje razvijanje in tisto, kar sem jaz spoznal, tisto delamo, tisto, česar nisem spoznal, tisto pač ni na šoli. In potem imamo pa pripravo na študijsko turo. Študijsko turo pa 2 meseca traja. In to imamo približno, se pravi, gre se priprava, tukaj gre za vsebinsko dopolnjevanje in organizirano skupno 2-mesečno učenje vseh. Se pravi, delamo po jasni strukturi, imamo tedenska srečanja in poglabljamo znanje. In tukaj čistimo pristranskosti, predvsem evropocentristične, potem čistimo tudi znanstveno ali pa rečemo uradne resnice, ker obstajajo še alternativne resnice, treba biti, če hočeš biti objektiven, moraš biti nevtralen. Čistimo dolgoveznosti in ostale zadeve, ker imamo občutek, da veliko traja rečem, več je manj, pa manj je več, se pravi, če preveč dolgo neko stvar razlagaš, to nikoga ne zanima več. In pa ostale zadeve, da se pripravimo. In pa sledi tisto, ki je to pa transformacija, torej pa študijsko potovanje, to je pa 10-dnevna študijska tura v Turčijo, gre po navadi. To je pa, tam pa se iz Bogoslednice ustvarja metulj. To je ta transformacija iz nekoga, ki se je predpripravljal v metulja. To je ta alkemija, ta čarovnija, ta čudež, ko se ustvarja iz nečesa, ki si mu dodajal, se to vse skupaj izliva neko novo celoto. In ta 10-dnevna tura je legendarna. Tisti, ki je bil na njej, in vsak od vodnikov ve, kako je to in z veseljem razlaga svojim potnikom potem kasneje, ker je to lifetime experience, to je življenjska izkušnja. To je izjemno, bolj intenzivno, po mojem življenju nikoli kasneje nima. Tukaj so nočne vožnje, tukaj je 16 do 8 urni delovnik, tukaj so stalne evalvacije, popolna prisotnost, predavanje evalvacije, v bistvu vse hudo na vseh nivojih, na mentalu, na čustvu, na vseh. Ščisti se, ljudje padajo, se vzpenjajo kandidati, grejo gor, grejo dol, 5-krat na dan. Tukaj so včasih, to je izjemno intenzivna, ampak izjemno, bi rekel, učinkovita. In tukaj se ustvarja vse tisto, kar smo rekli, čustvena stabilnost. Potem se ta predavateljska motorika in retorika, retorika je zelo pomemben predmet, še na domačem delu. Potem se ustvarja tukaj ta čustvena stabilnost, potem se vidi, kaj je potrebno, potem se dobi prakso, 10-dnevna konkretna praksa, potem se dobi, kaj je izjemno vaše zavedanje, kaj vse je mogoče narediti. Lahko ostaneš na študijski turi ob 4 in končaš ob 11 zvečer. In lahko narediš, vsaj tisti, ko si enkrat zainteresiran v tem, da je recimo kandidat ob 4 ostal in je ob 9 še bil tako buden zvečer, kot je bil takoj. Če znaš pravilno delati in vzpostavljaš vse te tehnike, ki jih imamo mi razvite. Tako da ta intenzivnost, to, potem utrujenost in v bistvu vse, kar se zgodi, človek gre skozi osebno lahko srečevanje s samim sabo. In bolj, da prečistimo to tam, kot pa da prečiščujejo predpotniki. Da se to zgodi na organiziranju. Evalviramo njihove koncepte, njihova predavanja, njihovo znanje. Vse te elemente, ki so ključni, pa organizacijski vidiki, potem vsake pol dneva ali pa en cel dan kot vodnik dneva, torej konkretno vodenje v konkretnih pogojih, s konkretnimi cilji, z najvišjimi kriteriji, možnimi. Torej, v 10 dneh, ki so zaporedna, na koncu pridejo ti moji kandidati, to lahko rečem, začudeni, kaj vse zmorejo, in pa z jasno razumevanje prvič, kaj vse se jim je zgodilo in kakšni so kriteriji, in pridejo nekje na 60% tega našega optimuma, ki je pa recimo že na 20% nad tistim minimumom, ki je potreben za vodenje. Ok, kako pa na Ars Longi vzgajate, zgleda na to, da imate tudi potrebe po precej specifičnih kadrih, kulturno-umetniškega navdiha, imate kakšne podobne drile, ali kje skautirate za talenti, kako jih izobrazite? Oskar je zelo lepo povedal kompleksno zgradbo vodniške šole in to je gotovo zelo pozitivno. Tukaj skozi to se dejansko potem človek vzpostavi. Mi imamo recimo dvonivojsko ali pa tronivojsko, bi rekel, neko izobraževanje ali pa, jaz bom rekel, upeljevanje. Nimamo koncepta izobraževanja. Najprej, če je kandidat pravi, da ima morda že reference, da ima morda pravo izobrazbo, da ima morda pravo poznavanje, to so prednosti. Če ne, če ima preference za recimo kulturno-zgodovinska potovanja,
bo najprej šel skozi interno, bi rekel temu, eno serijo spoznavanja z našim načinom dela in z smislom, z idejo naših potovanj tega tipa. Bomo s to recimo na kulturno-zgodovinskih vsebinah, kjer je poglavitno to, da prevaja te vsebine potniku na tak način, da ga bo potnik razumel. Tudi jaz se tukaj strinjam, da je to podajanje lahko suhoparno, lahko je pa drugačno, v smislu, da ni preveč podatkov in da se osmišlja vsebino tako, da se skuša to vsebino približati potniku. Če vemo nekje, kakšen segment potnikov nagovarjamo, vemo nekako približno, kakšna so njihova pričakovanja ali pa predznanja ali pa njihova mreža asociacij, in tu noter se mora vsesti tudi razlaga vodnika. Drug zelo pomemben del je pa praktični vidik, potem jih vozimo s seboj na hospitacije. Tudi če ima nekdo že kakšno izkušnjo, bo šel, izberemo nekaj značilnih potovanj. Spet je odvisno, ali upeljujemo vodnika za potovanja po Evropi ali pa recimo po Latinski Ameriki, ker smo poleg Evrope, je to še ena taka zelo močna plat našega dela. Tukaj se potem rahlo razlikujejo tudi koncepti, ne samo v tehničnem, pač pa tudi v vsebinskem smislu, ampak gre za to, da se potem na terenu samem s seniorjem, z nekim seniorskim vodnikom, ki je izkušen, potem gre skozi posamezne faze v živo. Lahko je vodnik kot potnik, enkrat, dvakrat, potem pa prihaja noter kot sovodnik, kot gostujoči, prevzame nekaj, se ga spusti, se ga spet nazaj potegne, v smislu, da se evalvira njegovo delo. Na ta način želimo, da začuti tisti način, ki ga mi hočemo izvesti na poti sami. To, recimo. Zdaj, zelo pomembno v našem delu, to je recimo specifika, je, da pri evropskih kulturno-zgodovinskih potovanjih mi obiskujemo muzeje, galerije in podobno. In tudi želimo, potem smo tudi poznani med našo publiko, da vodimo po teh inštitucijah. In to je spet en prav poseben segment. Jaz recimo ločujem, ko smo že bili okoli tega, se strinjam z Oskarjem, beseda interpretacija je zelo taka priročna, je pa treba zares biti tukaj zelo predviden. Jaz rajši, če že, potem rečem artikulacija, in s tem mislim ustrezno predstavitev vsebin. Vsaka stvar je, ali pa vodenje je nastop, vodnik je izpostavljen, je na odru. Tudi ko podajo vsebine, so te, kot da bi šle skozi neko jasno notranjo interpretacijo, in človek, vodnik, mora imeti razvito to kritično plat, kako bo to predstavil. No, in to se recimo dogaja na večjih, fizično gledano, točkah, pa naj bo to avtobus, naj bo sprehod po mestu, ali pa naj bo tisto, kar je naša specifika, vodenje po galeriji, naprimer. Ker ko si nekje v nekem mestu, pa bom si izmislil London, ima London svoje značilnosti, ko pa stopiš v Londonsko narodno galerijo, se boš pa srečal s slavnimi slikami italijanske renesanse in kar naenkrat se boš mogel z Londona prestaviti nekam popolnoma drugam. In tudi tukaj boš moral kontekstualizirati, artikulirati vsebine tako, da jih bodo tvoji potniki, tvoji gostje lahko vpeli v tisto mrežo svojih življenjskih izkušenj ali pa občih znanj, in s tem bo obisk galerije in vodenje po galeriji imel smisel. No, in ta cilj želimo zasledovati. Jaz sam recimo izhajam iz tega koncepta. Pred 25 leti nekje sem začel tudi prihajam iz te sfere, kot umetnostni zgodovinar, in se mi je to vedno zdelo kot ena tak dober izziv za vodnika, kako predstaviti neko vsebino, ki marsikoga med našimi potniki, če recimo gledam značilnega potnika Armstronga, zanima, hkrati nekaj ve o tem, je nekaj seznanjen, videl bi original, morda ga je že kdaj videl, bi pa rad slišal nekaj več kulturno-zgodovinskih vsebin. En tak konkreten primer je recimo tudi potovanje v Firence, ker imamo potnike na avtobusu, praviloma nihče od potnikov ni prvič v Firencah, ko gre z nami v Firence. Se pravi,
No, tukaj mogoče malo pretiravam, tudi so, Ampak ampak gre za ljudi, ki so že slišali za renesanso, že ki bili poznajo tam, ključen nabor. so že videli in bi radi to poglobili. In to se lahko pa potem naredi skozi artikulacijo teh vsebin pred originalom v tisti hiši. Ja, to me zanima, koliko je pa avtorski lahko vodnik pri artikulaciji te zgodbe ali pa pri spletanju z drugačnostjo. Ne? To me zanima, je to, kako, bom rekel, obe agenciji pristopata k temu. A imate zelo ostro zapovedano, recimo, kako se razlaga to pa to palačo v Firencah ali pa ta muzej, ali dovoljujete vodnikom lastno interpretacijo, ali recimo za vzhodno Turčijo ima Oskar jasne smernice, kako določene zgodovinsko, duhovno, doživljajske kontekste podati potniku? Stvar je zelo preprosta. Skozi naš izobraževalni proces vodniku pravzaprav sprejme in vključi oskarjevski narativ, način delovanja, ki pogojuje potem vse ostalo. To je način, kjer vršimo poslanstvo in potnika vidimo kot celostno bitje in gledamo, kaj bi mu lahko dali in podarili. Potem so tukaj podnačini, ki so, se pravi, strukturirane predavanja in tako dalje. Se pravi, to so orodja, ki mu pomagajo vodniku, da se dobro in kvalitetno pripravi. Predvsem jaz tukaj spet je vključeno v način, predvsem nepristranskost, potem širok pogled, potem zaobjemanje, če smo pri vzhodni Turčiji, vseh vidikov, se pravi perzijskega in tako dalje, ne samo evropocentrističnega, se pravi ozvitev, in pa to. In pa seveda potem, kako tiste strukture predavanja in vse ostalo. In kot ta narativ enkrat dan, in je to samo kot izhodišče. Vodnik je popolnoma svoboden in jaz se želim, da se on uresničuje sam v skladu s temi narativi. In je njegovo predavanje način, jaz spodbujam njegovo inovativnost, glede na situacijo, temu se reče improvizacija, ker je tukaj kakršnokoli navodilo, ki prihaja od agencije, totalno brez veze, ker tam so situacijske zgodbe, se dogaja potovanje po svoje, formira se skupinska dinamika, ki je svoje vrsta, in jaz od vodnika pričujem, da bo on občutil skupinsko dinamiko, da občutil to povezavo med potovalnim trenutkom, skupinsko situacijo, imel v sebi različne nabore, s katerimi lahko deluje in izbral pravega v pravem trenutku. Včasih je to krajša razlaga, včasih je dolga razlaga in to jaz prepuščam popolno kompetenco in stojim za vsakim vodnikom agencije Oskar glede tega. Pri vas? Ja, absolutno je delo vodnika avtorsko delo. Je pa res, da recimo, če izhajam kar iz Firenc ali pa kakšnega podobnega mesta, mi pogosto, ko se z nekom pripravljamo na njegovo, recimo najprej hospitacijo, pomenimo o temah, ki so vezane na Firence. In tudi opozorimo, kaj so neki temeljni kamni, seveda. To je tako približno, kot da bi postavil slalomsko progo, potem pa vsak bo pa sam našel najhitrejšo ali pa najbolj kvalitetno pot skozi vratca. Ampak opozorimo, recimo, pomembno je to, pa rečemo, zgodba vezana na družino Medičejcev, zgodba vezana na začetek renesanse, od Danteja naprej, če hočete. Rečemo, to so ti kamni, to bo potrebno komentirati. Lahko pa je nekdo, to pa potem tudi vidiš, se človeka spoznavaš o tem, ko se srečuješ s kandidatom in tako, pa vidiš, kakšno je njegovo ozadje, interesi, bo pa bolj poudaril to plat, ali pa bo namesto te več poudarka dal na tisto plat. Tukaj ima, se strinjam z Oskarjem, vodnik seveda svobodo in jo mora imeti. In z tega pa potem, na podlagi vseh prej povedanih že komponentov objektivnosti, o širokem kotu, ki ga mora vodnik zaobjeti, jaz bi dodal še eno zelo pomembno komponento, za katero so ljudje, gostje, zelo hvaležni, medsebojno povezovanje vsebin, bi rekli, v šolskem sistemu multidisciplinarnost. To prinese rezultat. To je pa potem nekaj, kar se prime v roke. To je vsebina potovanja. Povezovanje vseh ali pa več. Kaj imate v mislih s to multidisciplinarnostjo? Od geografije do zgodovine. Zgodovina se, če poenostavim, odvija na podlagi določene geografije ali pa določeni zgodovinski dogodki nekje daleč vplivajo tukaj na dogodke tu.
in lahko spremenijo potek zgodovine. Ne? Ali pa določene osebe nekaj odkrijejo, nekaj predlagajo, nekaj naredijo in ima to neke vplive drugje in tako dalje. Ne? Humanistične vede naj bi sovpadle potem skupaj v eno samo linijo prepletenega. Mi vemo, da smo vajeni, verjetno še iz šolskih klopi, po mojem, razmišljati preveč enosmerno. Ne? Vsaka veda ima svojo začetek in konec in vrhunce, ampak vemo pa, da je uspešno šele tisto razumevanje sveta, ne? Ki povezuje vse skupaj. In to bi naj bilo holistično, točno to, celostni pristop. Ne? In bi sam dodal, da ko poslušam Damjana, sem tudi jaz videl, da imamo to zelo jasno postavljeno, ker mi že v sklopu izobraževanja tega, kar sem ga prej omenil, vodniške šole, vzpostavljamo jasne strukture in pogled na deželo, ki je strukturiran in celosten, lahko rečemo, in pa da v bistvu so potem naši vodniki delajo skozi to in skozi to potem generirajo vse te obvezne, rečemo temu vsebine, ki so, in pa način, ki je celosten. Druga stvar pa je to, kar je Damjan na koncu povedal, imenuje sinteze. Sinteze so sestavni del. Mislim, da vodnika brez sinteze ne rabite, ker je pač lahko vzamete danes inteligenco ali pa vzamete kaj že, tale Wikipedijo prevereš. Sinteza je danes nujnost oziroma popoln normalen pogoj vsakega vodnika agencije OSKAR. In mislim, da to je brez tega nima smisla. Ne? To me zanima, glede na specifične potrebe ene pa druge, ker sta dva taka lepa primera, ne, dveh sorodnih pa vendarle različnih agencij. A obstaja kakšen vzor? Zdaj agencija OSKAR vem, da ima prek 100 vodnikov. Kaj so, pa tudi pri vas, recimo, so pri vas vodniki pa vodnice v glavnem humanisti po neki predvodniški ali po osnovni izobrazbi, ali niste pozorni na to, da je to preferenca, ali se... Odvisno od tipa potovanja, ampak ne, to ni nek absolutni pogoj. Seveda je treba biti pozoren na izkušnje in znanja in tudi izobrazbo, če imamo specifično potovanje. So potovanja, ki so zelo umetnostno, zgodovinsko naravnana in tukaj moraš biti pošten tudi do vodnika, da ga ne spustiš v mogoče neke vode, ki so lahko zahtevne, ne? Ali pa pač morda se ne bo dobro počutil tam. Ne? Ni pa to zdaj nujen pogoj. Seveda pa glede na to, kam potuješ, tam v tistem delu, v tisti regiji, na tisti destinaciji, tam je treba biti na nek način doma, ne vsebinsko, duhovno, če bi rekel, ne, vodniku mora to biti všeč. Imamo celo vrsto ljudi, ki so po svojih izobrazbenih ozadjih zelo različni, pa vsi recimo zelo radi vodijo Indijo, ne? Konkretno. Pa ima vsak recimo eno svojo življenjsko predzgodbo, ampak tam se dobro znajdejo in dobro vodijo. Enako velja tudi za potovanja po Latinski Ameriki, denimo, ne? Ena specifika pri nas je še to, da smo mi ta koncept iz Evrope, koncept kulturno-zgodovinskega potovanja, temelječega na evropski kulturni zgodovini, delno prenesli, govorimo o metodi, tudi izven. Ena taka lepa zgodba, ki jo pišemo z arheologom Ivanom Šprajcem, praktično 20 let je vezana na Mehiko. Ne? On je eden glavnih raziskovalcev majovske kulture in tam se koncept v smislu prenašanja nekih znanstvenih vsebin ali pa odkritij med širšo zainteresirano populacijo zelo lepo pokaže. Ne? Zdi se, da smo tam koncept, ki smo ga vzpostavili v Evropi, je tam to postala neka nova rastlina, ki se je začela razraščati, ne, v enem drugem okolju in stvar je seveda lahko zelo lepa zgodba z tega nastane. Ne. Govorim torej o prenašanju vsebin od zgoraj dol, če lahko uporabim ta izraz. Kaj je vprašanje? Zdaj se že pozabil, da imam novo vprašanje. Ja, je to odgovoril, ker je on, pa sem zdaj pozabil, ker pač se še zgubil. Kakšne iščemo? Ja, seveda, zdaj ve, kakšno vprašanje bo. Če kakšen vzor, tudi pri OSKAR-ju, to sem želel vprašati med vašimi 100 vodniki, a izstopa, recimo, bi lahko rekel, da je 20% je humanistov ali pa jezikoslovcev ali pa zgodovinarjev, umetnosti zgodovinarjev, ali je... V bistvu mi imamo izjemno širok aspekt in neverjetno pestro mešanco. Od praktično, lahko, če naštejem, vse. Imamo tudi veliko naših potnikov. Imamo recimo gospoda, ki je kirurg
in vodi za poslanstvo, potem imamo ljudi, recimo direktor podjetja, velikega podjetja, ki je naš vodnik, zato ker to dela skozi poslanstvo, ker mi jemljemo ta koncept vodnik kot poslanstvo in se skozi poslanstvo samo uresničuje. Imamo sodelavce, ki so lastniki relativno pač podjetij in tako dalje, in ker tam so v operativi, pridejo sem po neko svojo osebnostno nadgradnjo in tako dalje. Tako da tukaj je praktično od doktorjev znanosti do poklicnih, se pravi šol, če pogledamo v ozadju, od 18, mislim, da je najmlajši 19 let, pa do, mislim, da je 75 najstarejši. Vse. Imamo umetnostne zgodovinarje, potem imamo geografe, potem so zgodovinarji in tako dalje, ampak mogoče 15-20%, ali pa še manj, ne? Ali pa tam nekje, recimo, tako ne bi več bilo. Ne? In to so v bistvu, meni je zelo všeč koncept, da je vodnik najprej človek in jaz potem vanj vgradim te tehnologije in tisto znanje, kar je potrebno. In potem moji potniki vodijo. In zdaj vedno več je mojih sopotnikov, ki prihajajo, gredo to vodniško šolo, recimo tam v 40-50, ko je enkrat njihova preživetvena zgodba, otroci odrastejo, naredijo vodniško šolo in vodijo žarom. Ne za denar, ne za nekaj to, ne za nek poklic ali karkoli. Vodi zato, ker si to želi. In da čez vso to torturo, če po domače povem naše vodniške šole, se mu začne očke svetiti, dobi nekaj in pride žareč nazaj. In to si želim pri vodnikih, ki so stalni, imamo te ekipe, ki pač vodi tam, ki od tega živi, potem je pa ta srednja ekipa, ki je nekje vmes, in potem imam vedno več mojih sopotnikov, ki pa poleg tega, mogoče so malo manj razverzirani, ampak so pa to bolj navdušujoči. Pa glih tako podkovani, ker temelj za strokovni del, se pravi tehnike, znanje, strukturirano znanje in tako dalje, retorika in tako dalje, to gre skozi vodniško šolo in če tukaj ne pride čez, pač ne more voditi. Ne? Tako da strokovni in lahko rečemo ta obveznostni del vodnika je stabilen, ampak nekdo, ki pa pride z vodi za svojo dušo, ta pa je pa navdušen in ta navduši skupino in ne pripelje dušo nazaj. In to je all-win kombinacija. Ker tukaj on kot vodnik, valjda, mi imamo ta tako imenovani štiri trikotnik v agenciji. Imamo izpolnjenost vodnika, najprej potnik, izpolnjenost potnika, izpolnjenost vodnika in izpolnjenost agencije. In ta trikotnik mora biti v all-win kombinaciji. In tukaj zdaj mi s takimi principi ustvarjamo to all-win. Torej so potnik je srečen, vodnik je srečen in s tem posledično agencija srečna. Ok, agencijo razumem, potnika razumem, skratka, vodnika mora pa na nek način navdihovati destinacija oziroma vsebina, ki jo posreduje svojim. Pa tole me zanima, eno tako čisto tehnično vprašanje. Jaz sem recimo na pol formiran vodnik, imam neko osnovno vodniško, recimo, da sem odvodil že par tur. Ne? Kako poteka potem nadaljevanje? A me agencija pošlje, recimo, zdaj greš pa ti delati Mongolijo, ali pa recimo jaz sem doslej vodil Firence, pa me pošljete delati Peking. In koliko so pri tem procesu vključene tudi za voljo tega, kar smo pregovorili, moje osebne preference? In kako poteka tak študij? Koliko časa je potrebnega, da jaz naštudiram eno 14-dnevno turo? Ko jaz vodnika v naši vodniški šoli naučim, kako se študira, se lahko on prišpara 90% časa, glede na to, ker če bi on nestrukturirano študiral. To je en del vodniške šole. Tako da v bistvu mesec do mesec in pol je povsem dovolj. Zelo mi je pomembno, da on dobi lastno izkušnjo z deželo, zato ga velikokrat pošljemo prej nekam ali pa da preživi par tednov ali pa nekje v neki gostujoči deželi, zato da jo začuti, ker to je samo iz lastne izkušnje lahko po našem konceptu dejansko spleta drugačnost. Drugače pač tega ne more, ni sposoben narediti. Lahko si misli, lahko si predstavlja, ni pa sposoben. Potem pa je odvisen, kdo je, ampak večinoma ga potem pošljemo še na eno uvajalno turo. Zdaj našim seniorom, kot je on rekel, to so te uvajalne ture, mi rečemo, vi rečete pa hospitacija. To je potem podvisno od vsakega posameznika. Tako da v bistvu vložek je kakšen recimo mesec študija, potem kakšen recimo teden ali pa dva, ampak to ni nujno, ker če je vodnik že vodil podobne dežele, že ima to izkušnjo, če Kazahstan vodi, potem je pa je vodil Uzbekistan, Kirgizistan in kaj še vse. Potem niti ni potrebno, ker je začutil vibe, ne, in potem valjda gre mogoče do vajalno turo in potem je to. Kako upoštevamo pa preference? Jaz gledam vodnika kot sočloveka in kot sodelavca. Čeprav so oni SP-ji, ampak jih delam kot njega. In jaz znam, da skrbim, da ima on osebnostni razvoj
Torej, zelo si želim, da in jih opozarjam in tako dalje, da je razmerje med potovalnim in domačim časom kvalitetno, da ima vodnik domači čas kvaliteten in odhaja na potovanje, da ni prevetirane enega drugega, in pa seveda, da se tudi razvija po destinacijah. Se pravi, tukaj jaz sem njihovo pestrost, zanimivo vodi Evropo, ga potem pošel v Turčijo in po Turčijo v Indonezijo, torej to raznolikost, da jaz tudi kljub temu, da so vodniki 20-25 let vodijo za nas, isti, da ohranim njegovo živost in vitalnost, ker če vodi skozi isto, potem pač vsak človek pade v rutino in rutina ubije žar v očkih, če pa ni žara v očkih, potem pa pač ni žara v očkih tudi pri potnikih. Jaz bi podobno rekel, da preferenca vodnika je zelo pomembna. Recimo pogosto začne nekje v eni regiji, širi nabor. Več, ko ima regij pokritih, več je tega medsebojnega oplajanja vsebin, boljše je njegovo lastno razumevanje tega obiskane regije, dežele, in boljš, ko to razumeš, lažje in bolje predstavljaš, artikuliraš naprej. Zelo pogosto pri nas vodniki preskakujejo iz kontinenta na kontinent. Imamo recimo sinologinjo, ki vodi tudi Latinsko Ameriko in je to bil za njo velik pozitiven izziv in tudi rezultat je bil zelo velik in pozitiven. Po drugi strani je kolega, recimo, ki je umetnostni zgodovinar, deloval večinoma v Evropi, potem začel tudi na Bližnjem vzhodu, nadaljeval v Latinski Ameriki in podobno, in pa tudi v Aziji, Daljni Aziji. Vsa ta medsebojna oplajanja teh različnih točk po svetu samo lahko dvigujejo kvaliteto pa zainteresiranost vodnika. To potem je noter, ga vleče. Začnemo pa seveda s tem, da ga pošljemo na hospitacijo, kot pravimo, ne samo enkrat, pa ne samo na eno točko, čeprav ga imamo recimo predvidenega za vzhod, bo šel z nami tudi na zahod, ravno zaradi tega, da vidi več različnih situacij. Tudi če je prej že vodil, če ima izkušnje, to lahko samo prednost, sploh pa seveda, če je čisti začetnik. Tak čisti začetnik bo z nami začel voditi vedno v spremstvu z nekom, ne bo sam. Prvič ga že ne bomo nikoli poslali tako na čistino, bomo rekli. Ko pa je enkrat prebil ta stekleni strop in dobil tudi potrditev strani potnikov, kajti prej smo govorili o motivih, to je zelo pomemben motiv, potem pa lahko iz točke A ali pa destinacije A tudi na sorodno destinacijo B. Mogoče samo s hospitacijo, ker bo že tiste izkušnje lahko prenašal tudi na novih točkah. Stavek o motivaciji vodnika. Seveda zanima ga dežela obiskana, zanima ga tamkajšnja kultura, to ga mora zanimati. Spoznavajo ne samo skozi knjige, morajo spoznavati tudi osebno, potovati mora tam. Zelo pomembna motivacija in motor, drive, dobesedno, pa je odnos, ki ga vodnik razvije z potniki, skupino. Kajti, če sam vložiš samega sebe v potovanje in če si pri tem pošten in iskren do potnikov, boš enako pošteno in iskreno reakcijo dobil tudi nazaj. In to je verjetno največja nagrada, ki jo lahko dobi vodnik po zaključenem potovanju. To notranje zadovoljstvo, da smo vsi domov prišli zadovoljni in bo na koncu zadovoljna tudi agencija. In s tem je pa to neke vrste tisti kapital, ki ga boš rabil za potem nadaljevanje. Ja, tukaj se zelo strinjam s tem, ker dejansko to je ta avtorsko zadoščenje, ki ga dobiš. Mi dajemo tudi ogromen poudarek na skupinske dinamike, to je tudi en pomemben predmet na moji vodniški šoli, ker od skupine je to zelo pomembno, in pa ta odnos, ki je, tako da se strinjam s tem. Z vsem povedanim. Ja, to hočem dodati. Kako pa ljudje vstopajo pa odhajajo ven iz vodniškega poklica? A je to poklic, ki ga ljudje upravljajo, kot bi se rekli, full time, več desetletij skupaj, ali je to nekaj, kar počneš najprej bolj intenzivno, nato pa samo ostajaš v stiku s tem poklicem, zato ker pač je to deloma tudi tvoje poslanstvo? Kakšna je ta, bom rekel, karierna realnost vodnice pa vodnika? Ja, jaz to priporočam najbolj vsakemu,
mladincu, da vstopi v vodniške vrste tam, ko enkrat pride na faks, da on začne in da tukaj noter. Potem, kar gre skozi šolo in tako dalje, se mu prvič odpre njegov lastni potencial in pa odpre se mu raziskovanje sveta. Gre po svetu, vodi odgovornost, retorika, komunikacija, odnosi z ljudmi, razumevanje zgodb in vse to so njegove vrline, ki bojo celo življenje. Da ne govorimo o samih potovanjih, ki je eno potovanje vodnika lahko vredno enega življenja po izkustveni plati. Potem odgovornost, ki jo imajo vse te vloge, ki so, to je in pa še predvsem, kar je pri vodniku ključnega. In če bi vsi bili vodniki na tem svetu, bi bil svet totalno drugačen. Namreč kaj? Vodnik vse stvari mora razrešiti tam in zdaj. Ne moreš nekaj reči, da sprašuješ se, kdo je kriv, zakaj je kriv, kaj bi bilo, če bi bilo, kaj ne bi bilo, če ne bi bilo, ampak postaneš operativec, ki razrešuješ. Gre, znoga se zlomi, avtobus zamudi, letalo zamudi, ono, tretje, četrto, vse se razumeš in ti dobiš v tej vodniški šoli eksekutivnost. Torej, ta logiko, ki je učinkovita in rešuje, se pravi, konstruktivno logiko življenja. In potem stvar gre naprej, ja, in potem grejo, nekateri ostajajo tja do pač odvisno, ko pride do neke družine ali karkoli, se pravi, tam v 30-ih ali pa tam v poznih 30-ih se potem tako pa ostane 6, 7, 8, 10 let in potem skozi družinsko življenje zelo velikokrat ostajajo, ne več kot pretežni vodniki, ampak kot tisti, ki se občasno v polnih sezonah priključijo, ne. To je ta dinamika. Je to tak, ki se je v zrelem obdobju, potem ko so otroci odrasli, vrnil v aktivno kariero ali pa se v večji meri aktivira? Ja, ta se pa vedno aktivira nazaj. Zdaj vidimo že, ne, prihaja nazaj, ko so otroci veliki in tako dalje. Pol drugi sklop, ki sem vam prej povedal, ta del naše vodniške ekipe je pa tisti, ki so vstopili v 40-ih. Oni pa vodijo sicer občasno, čeprav imamo tudi nekaj tistih, ki so kar stalni vodniki postali, celo pri 60-ih, ne. Ja, 2 imamo taka, ne, torej direktor, ne, in tako dalje. In vodijo žarom in občasno, recimo imamo nekaj upokojencev, ki jim je to krasno dodatno delo in poživi življenje in vodijo občasno v teh top sezonah in tako dalje. Ja, tako da je v bistvu, ko si enkrat vodnik, ko enkrat postaneš res pravi vodnik agencije Oskar, je to lifetime, se pravi, življenjska priložnost, da lahko izkoristiš vse tiste prednosti, ki so se razvile v njegovem delu, nadgrajuješ in jaz mislim, vsaj kolikor jaz poznam, so ta hrepenenja taka, da se vedno znova vračaš nazaj. Tako da tisti, ki je s srcem vodil, gre lahko kakršenkoli poklic v domačem življenju, pa bo prišel nazaj in to krene zelo močno. Tako da velikokrat grejo probati nekaj doma, vidijo, da to ni to, da ni tistega žmahta, da ni tega zadoščenja, tega res top zgodbe, ne. In tudi jaz osebno mislim, da ne vem, da je vodništvo najmočnejša in najbogatejša moja vloga v življenju. Poklic, od katerega lahko postaneš odvisen. Kako je pa z vašimi kadri pri Ars Longi? Ja, no, pri Ars Longi, recimo, ko mladi vstopajo noter, so to ponavadi polni žara zanosa, zanimajo jih vsebine in zanimajo jih vse konce bi šli in potem, kaj je lepšega kot takega dobiti, ta je potem full time, ne. In je pa seveda res, tukaj so življenjski cikli, potem pride družina in tako, ne. Potovanja, vsakdor potuje, pa ne bo vodnik ali pa običajen pač iz tako občega sveta, ve, da potovanja zaslastijo ali pa celo zasvojijo na nek način. Sploh pri vodenju je tako, ko si noter. Zakaj? Ker ko potuješ, obiskano deželo doživljaš bistveno bolj intenzivno, kot če si samo pasiven odjemalec ali pa popotnik. Recimo, ni isto potovati skozi pokrajino na konjski vpregi ali pa z ultrahitrim vlakom, recimo, ko samo zbežiš skozi ali pa celo pokrajino preletiš, ne začutiš. Isto je pri vodenju potovanja. Pripravljaš se že prej tedne in tedne, morda mesece, morda se vračaš na to destinacijo vsako leto, spoznavaš nove odtenke, doživljaš intenzivno tisto, kar doživljaš tam in to potem prenašaš potnikom. In to v vodniku ostane, ta globoka sled. Če tudi si sicer v poklicu drugje, deluješ drugje, se boš rad vračal nazaj. In to je recimo naša izkušnja, konkretno imamo vrsto sodelavcev, težko bi rekel polovico ali pa mogoče tretjino, ne vem, nimam te statistike v glavi, ki so sicer v službah takšnih in drugačnih.
in dajo večino dopustniških dni v to, da lahko vodijo. In so tudi tako dogovorjeni, da tudi takrat, ko recimo običajno se pričakuje, da na njihovem delovnem mestu, da so prisotni, da si nekako izgovorijo dopust, da grejo lahko na kakšno turo. Se pravi, ostajajo, se vračajo, želijo. Imamo tudi primere, ko imamo par vodnikov, ki so v zrelih letih, 50 plus, enostavno zaključili svojo kariero, svojega osnovnega, bazičnega poklica In se posvetili vodništvu. in se posvetili vodništvu. Nekateri so že imeli izkušnjo pred 30 leti, drugi pa sploh ne. In so rekli, tista rutina me je majčkeno omejevala. Ves čas pa rad potujem in dajem svoj prosti čas v potovanja in mislim na to, da bi to enkrat probal. In potem se odločijo. In jasno, to so ti, ki vodijo z veseljem. In to so gotovo zelo dragoceni. Potem takmu lahko zaupaš. Zanimivo. Ja. Tole me še zanima, mogoče preden končamo, kako se je pa vodniški poklic, glede na to, da sta oba vodnika veterana, spremenil v zadnjih 30 letih, oziroma bom rekel, ta informacijska revolucija, pa digitalizacija življenj. Sem prepričan, da danes človek, ki ve, katerega leta je bil zgrajen nek most, ni več tako kredibilen, kot je bil leta 96. Ne? Ja, verjetno res. Meni se zdi tako, jaz vidim, da ta revolucija ima svoj vpliv. In tukaj prihaja vedno bolj do izraza tisto, kar mi poudarjamo. Ta človeškost in pa tistega, kar ne moreš dobiti na teh medijih. Se pravi, gre za vzdušja, gre za vzpodbujanje neposrednih izkušenj, doživeti, potem tudi preizkušenj, ja, potem tudi recimo samih skupinskih dinamik, ki se dogajajo, ker v tej vedno bolj individualistični domači družbi je skupina, se mi zdi, eden pomembnejših močnih elementov, izkustvenih elementov za sopotnika. In če znamo dobro to handlati in povezovati in tako dalje, je to en izjemno močen, se pravi, tukaj se spremenijo poudarki iz zgolj tega, da ti nekaj razlagaš in da si doktor za zgodovino in te zadeve, ker to si lahko vsak do koncev sam prebere in te tudi preverja, pa da si da delaš na teh, potem pa zato mi delujemo bolj in vedno več tudi naših sopotnikov povprašujejo po teh doživetih potovanjih, po tudi avanturistiki, po Oskar plus, potem po atraktivnih, se pravi tisti, ki so malo bolj aktivni, torej to niso pohodniška, ampak niso turistični, ampak se nekje vmes, vključujejo in ogled znamenitosti in recimo naravo in tako dalje, kar je danes mešanca, ki človek dejansko zelo rabi in želi. Potem je zelo pomemben odstop, da znaš dobro skomunicirati in uravnati ta sopotnik odklop od domačega sveta, se pravi, da on čim prej se znebi samega sebe, kakršen je doma, in da lahko živi sebe, torej svoj vlog, misli in tako dalje, in da se njemu dejansko zgodi, se pravi, po moji viziji, kot gledam, tudi sledim itak že vseh 30 let, je doživetje, se pravi, sopotnik potuje vedno bolj zaradi sebe. In to je tisto, zakaj česar agencija Oskar taka, kot je. Torej, ne zaradi znamenitosti, ne zaradi ogledov, ne zaradi nekih piramid in tako dalje, ampak zaradi sebe. In ta poudarek bo zdaj vedno močnejši in se ga vidi, in zato tudi prehod proti, rečemo temu, močnejšim, bolj doživetim potovanjem, seveda je staren, to je že zadnjih 20 let. In zato potem je tudi tukaj vloga vodnika drugačna, se pravi, poleg tega, to, kar je bilo, se pravi, klasičen koncept turistični nastal v 60 letih, ja, in zdaj se nadaljuje samo še po neki kvaliteti, ampak vsebinsko se ni spremenil. In to mi imamo, to je danes mora biti kljukica in se s tem sploh ne ukvarjamo več. Je pa kljukica vedno bolj poudarjena z, se pravi, lahko rečemo, ustvarjati team building na potovanju, iz skupine ustvarjati skupino, se pravi, iz posameznikov skupino, iz potovanja pa zgodbo. Torej, zgodbo ustvariti. In v bistvu to je tisto, kar mi gojimo, eno prispodobo na koncu, da ne bom zdaj predolg, da je potovanje kot film. In v filmu imaš in vodnik je režiser. Program potovanja je scenarij. Sopotniki so glavni igralci na njem. Dežela je samo scena in podlaga. Samo to. Specifična in samo svoja in ima neko svojo zgodbo. Ampak kaj je fora? Poudarek je v sopotniku kot glavnem igralcu in pa v igralski ekipi,
ki je čim bolj avtorska, da vsak igralec sopotnik tak kot je, in da skupaj ustvarijo dobro zgodbo. In dobra zgodba je moč, ki preseže tudi vse tiste, ki v njej sodelujejo. To se mi zdi ta glavni poudarek in prehod proti človeškosti. Ne? Ja, Vodništvo digitalizacija. danes in v prihodnosti, gospod Ja. Sova. Ne bo umrlo. Ne bo še toliko digitalnih vsebin, vse imamo v žepu, vse imamo vsak hip dostopno. Ampak pravzaprav ne vemo, kaj izbrati. Vodnik je, spet bom vzel prispodobo iz glasbenega sveta. Tako kot imamo lahko glasbo posneto, imamo pa na drugi strani tudi glasbo v živo, ki je nekaj povsem drugega. Ta kvaliteta biti v živo nekje, spoznavati nekje in imeti pred seboj nekoga, ki je povezovalni člen v teh vsebinah med videnim in mano, kot obiskovalcem, je nenadomestljiva, ker smo ljudje, ker smo enostavno naši možgani, čuti, čustva, vse tako v tem duhu deluje, da komuniciramo en z drugim. In mislim, da je ta komunikacija tista, kar nas pravzaprav dela ljudi. In zato vodniški poklic ne bo umrl. Je pa seveda postavljen pred nove izzive, tudi zaradi digitalizacije in tudi zaradi organizacije na terenu, kjer recimo se vse povsod, ne samo v Evropi, počasi tudi že na drugih kontinentih, srečujemo s tem, da mora biti vsaka stvar natančno definirana v programu. Ne? Tako se pravi, scenarij mora imeti vse alineje, veliko večino alinej določenih že doma, brez rezervacij ne moreš več na pot. To pomeni, da od vodnika to terja, torej to terja strani organizatorja več tega napora, od vodnika pa, da ima ta scenosled vseh dogodkov, obiskov, ogledov natančno v glavi in da jim sledi in da hkrati to izvaja tako, da se tistega, kar brni pod pokrovom motorja, ne vidi. Nas to ne zanima. Spodaj je motor, nas potnika ne zanima. Ne? Tisto mora teči brez težav kot namazan stroj, čeprav je kompleksen, zgoraj pa mora biti tisto podajanje vsebine in srečevanje z originalom in komunikacija med vodnikom in potnikom. Ne. Tako da na eni strani zaradi digitalizacije lahko dobimo več, organizacija in izvedba sta bolj zahtevni, na drugi strani pa zaradi povedanega poklic vodnika, zaradi čisto človeškega faktorja in teh artikulacij vsebin ne bo izumrl. Ja, ker gre le za, bom rekel, pristno potapljanje v okolje, ki je globoko analogno in tega pač umetna inteligenca ne more nadomestiti. Jaz vam želim obema še mnogo uspešnih vodenj, Oskar pravkar šiba na eno v Jordanijo. In potem v jugovzhodno Turčijo, ja, eno za drugo. Pa vi? V Španijo čez dobre 14 dni. Jaz bom modro tiho. Ostajam doma. Gospoda, najlepša hvala za vajen čas. Hvala tudi vam. Hvala. Hvala. Vam pa tudi do prihodnjič. Živjo.